Dober dan, moje ime je Petra Mlakar, sem iz Radovljice in zelo rada pišem. Rada pišem v službi, pa tudi v prostem času. Očitno, tole so rezultati mojega pisanja. Zadnje čase rada razmišljam o verzih, kar pa ni povezano s korono, ker se mi je to dogajalo že nekoliko prej. Tole je rezultat mojega razmišljanja o verzih. Danes smo skupaj zato, da bomo pogledali nekaj lepega, nekaj najlepšega. Da pa bo ustrezno učinkovalo, imam predlog. Priskrbite si nekaj pripomočkov, ki vam bodo pri tem pomagali. Priporočam fotografski album v digitalni ali v analogni obliki, pa kakšen predmet, ki ste ga prinesli morda s potovanja, ki vam je ostal v lepem spominu, ali pa kaj, kar vas spominja na vam ljubo osebo. Lahko si zavrtite tudi kakšno priljubljeno glasbo, ki je niste slišali že dolgo časa. Zdaj pa je čas za najlepše. Najlepše na svetu so tiste slike, na katerih takoj opaziš razlike. Tiste besede, ki povzročajo najbolj ganljive poglede. Najlepša na svetu so tista dejanja, ob katerih je človek prepričan, da sanja. Tista glasba, ob poslušanju katere te mika preobrazba. Najlepši na svetu je tisti dotik, ob katerem ne pomisliš na odmik. Tiste noči, v katerih do jutra ne zatisneš oči. Najlepši na svetu je tisti spomin, ki si ga shraniš v misli, kot v vitrino cekin. In najbolj prijetni na svetu so tisti ljudje, ki jih gledaš, poslušaš in hočeš še. Tako, to je bila moja verzija najlepšega. Kakšna pa je vaša? Pomagajte si s pripomočki, razmislite in uživajte. Pri tem pa bodite pozorni in se zavedajte, da lepe stvari niso vedno zelo daleč od tam, kjer smo mi. Lepe stvari so tukaj. Uživajte in nasvidenje.